Damjan Murko, vedeževalec Blaž, dobrodošla na Goriškem, dobrodošla v našem prazničnem studiu. Z veseljem, jaz moram reči, da sem zelo vesel in počaščen, da sem spet med vami. Vsako leto tradicionalno, Blaž pa danes prvič. Blaž, kako se počutiš? Trenutno se počutim ok, všeč mi je, da sem prišel na Primorsko, pozdravljam tudi vse poslušalce Radia Robin. In vam želim lep, čudovit dan, je tudi toplo tukaj, tako da imate srečo, v Mariboru je malo bolj mrzlo. Ja, taka slovenska Kalifornija pravijo, upravičeno, ne? Ja, definitivno, pa meja je blizu. Ja. Da gremo pod zelo sunce. Blizu. Zelo blizu. Ja, vse to je super, da ne zaprejo ali pa prepovejo vstop v Italijo, ko naj bojo slišali pet. Danes bomo poslušali tudi vajino pesem. Kako in v katerem momentu se je zgodila ta kemija med vama, da sta šla v to? Jaz sem Damjanu predlagal, če bi posnela skupaj duet, strinjal se je, naredili smo pesem pri Saški Lendero. Jaz sem pač, ne vem, sem predlagal Damjanu, pa sva to naredila. To se je pa zgodilo okrog februarja, marca to leto. Res zanimiva kombinacija. Damjan, pri tebi se mi vedno zdi, da ob tvojem imenu nasplošno ljudje najprej zavijejo z očmi, pa potem tako v upanju, da te noben ne vidi, vseeno pogledajo do konca. Ja, jaz rad rečem, da v teh 20 letih živim v zavesti vsakega Slovenca. In da je dejansko tako, da jaz moj lik, vsa ta leta, jaz se nikoli nisem trudil biti všečen. To je recimo zelo zanimivo. Prej sem štartal na to, da grem ljudem na živce, ampak kljub vsemu, še zmeri, pa tako kot si je rekla, morajo malo pogledati, morajo videti, kaj se zdaj dogaja ob imenu Damjan Murko. Definitivno nobenega ne pustim mirnodušnega, pa pri ljudeh vzbudim čustva, takšna ali drugačna, ampak moj namen je zmeraj dosežen. Kakšen se ti zdi tako generalno, da je odnos Slovencev do tvojega dela, do tega, kar počneš? Zelo se je spremenilo v vseh teh letih, zelo. Ne boš verjela, zdaj moje hite znajo na pamet. Recimo Šok, ki ga bomo tudi danes slišali, ima več kot 2 milijona ogledov. Najina pesem v 2 mesecih 500 milijona ogledov, že več. Tako da jaz mislim, da sem tudi na glasbenem področju nekaj dosegel in mogoče bodo najine pesmi kdaj evergreen. Mlada sta še, ne? Ja, nikoli se ne ve, imava še celo življenje pred seboj. Ko si prvič videl, za tebe mikrofon, ko si prvič videl Blaža po televiziji, katera je bila tvoja prva misel? Ja, najina je bila ista misel, nikoli ne bova sodelovala. Ko je on mene videl in jaz njega, sva si šla na živce strašno. Zdaj so pa gotovila, da pravzaprav ta klik, ki ga ima recimo Blaž in ta, ki ga imam jaz, je zelo, zelo močan in da ga Slovenci potrebujejo, se pravi kruha in iger in midva to dava. Blaž, a pride kdaj moment, ko si ga štuf? Kaj? Če pride kdaj moment, da si ga štuf, ja, da ga imaš dovolj, da je okej, njega. Pa verjetno prej pride njemu, da on ima mene dovolj, iskreno. Kaj se mora zgoditi, da pride do tega? Jaz vem, kdaj njega razjezim. Takrat, ko mora priti po mene, kamorkoli brez da si naročim taksi. Damjan Murko, Šok je prva, ki jo bomo poslušali? Ja, Šok. Zakaj? Je, ker je o moj bog. Zato, ker lahko rečem, da zraven pesmi Srečen, ker sem moški, ki me je zaznamovala, je Šok dejansko presegla vse te naša pričakovanja, moram priznati, in da je brez lažne skromnosti moj največji hit. Damjan Murko, mikrofon posiš tukaj, Odar je tvoj. Ko sem mislil, da ostal bom sam, da na svetu ni več pravih dan, se ona mi prikaže, vse se spremeni. Dolge noge, vitek, stat božanski njen obraz, sem pristopil k njej in kar drhtil. Najraje bi tako jo vzel. Mislim, da je prava, dala bi mi vse. Kaj bi dal za takšno žensko, to se vendar ve. Reče mi, hej mala, bi ti z mano šla. Ona mi prikima, se v sobi srečava. Staj, kot je pa Šok. O moj bog, ko sliče se, saj to ni res. Saj pod vilom skriva ona pet
večje ga kot moj prijatelj Denis. Potem pa šok, o moj Bog, zbeži mi sobe, da se kar kadi. Ona pa za mano po hodniku, ne, saj ga ne bom tiku. Ko si mislil, da si doživel že vse, zmeraj nekaj presenetite. Oni dan, ko grem po cesti, zopet srečam ga, fanta s krilom, ki ima večjega od Denisa. Reče mu, hej mala, a se spomniš me? Ona mi prikima, soba traje še. Potem pa šok, o moj Bog, ko sleče se, saj to ni res. Saj pod krilom skriva ona penis, večjega kot moj prijatelj Denis. Potem pa šok, o moj Bog, zbeži mi sobe, da se kar kadi. Ona pa za mano po hodniku, ne, saj ga ne bom tiku. Potem pa šok, o moj Bog, ko sleče se, saj to ni res. Saj pod krilom skriva ona penis, večjega kot moj prijatelj Denis. Potem pa šok, o moj Bog, zbeži mi sobe, da se kar kadi. Ona pa za mano po hodniku, ne, saj ga ne bom tiku. Ja, ona pa za mano po hodniku, ne, saj ga ne bom tiku. Yes! Evo, malo nas je zaneslo, ne? Damjan Murko in Šok v prazničnem studiu Radia Robin, poleg Damjana tudi vedeževalec Blaž, in zdaj mu lahko predaš mikrofon. Blaž, Slovenija te pozna kot kontroverznega vedeževalca, si direkten. Zdaj tisti, ki me poznajo, ne bojo verjeli. Jaz Blaža spremljam že zelo, zelo dolgo. In sem vesela, da te lahko vprašam, kaj mora imeti poslušalec, ki te kliče, da te razjezi. Gledalec. To je ta radijski defekt. Da me ne razjezi. Da me razjezi na glas televizijo. Enkrat je bilo, ne, da si bil potem v eni oddaji z enim kupom zvočnikov. Ja, to je bilo pred 6 leti. No, takrat sem te že spremljala. A že takrat? Ja. Ti me res dolgo vidim. Ja. Ja, pač tam je bila še ena druga zgodba v zadju, ki je danes ne bom povedal, ne? Okay. Ampak najbolj me razjezi, če ljudje ne utišajo televizora in ker se ne sliši pol v oddaji točno podatki in jaz ne morem kar nekaj na pamet streljati. Ljudje te prepoznajo, si zelo uspešen tudi na TikTok, a se reče omrežje? Ja, socialno mreže, ja, se reče. In ljudje, se ti zgodi, da ko greš, ne vem, na banko, na pošto, v market, te kdo ustavi, Blaž, te hitro povej mi to in to. Ja, se zgodi. Že včeraj se je zgodilo, ena ženska prileti za mano, reče, slikala bi se, sem rekel, ni problema. Ja, moja kolegica je tudi oboževalka, sem rekel, ok, super, pridi na neke hamburgere, ti plačamo, ker tam delajo za ston. Vsaki dan se zgodi 2-3 take zgodbe. Je več mlajše populacije, vsi, ki si... od A do Ž. Od 5-letnih frocov do babic, do detkov. Sem bil v Milleru, pubec ni hotel priti k meni, da se slika, ne, pa rekla mama, skozi gledal, da je se lahko slika, se ko valjda. In sta bila pred mano in pa se ko počaki malo, pol mu pa dam neke kinderkarte, neke cukre in je bil ful vesel, pa še sliko se je. Tako da, ja, tudi mali otroci me gledajo. Tudi jaz te bom danes se slikala s tabo in tudi mi ti bomo dali nekaj sladkega za domov. Super. Okay. Kateri pa so tisti klici, ki te mogoče nasmejejo? Kateri so tisti klici, ki ti polepšajo dan? Kaj mora imeti klicatelj, ne poslušalec, da ti polepša dan? Da mi polepša dan, naprimer, rečem, ne vem, želi moškega nazaj, pa rečem, vi ste pa res ena vesoljska trapa, da hočete moškega nazaj, veste, da vam laže, da vam krade, da vas vara, pa reče, res taka sem. In se res od srca ona nasmeji, da prizna svojo krivdo, da pač je nora, ker je pač res nora. Postavljaš ogledalo ljudem?
Ne, nimam ga pač. Mislim, strokovnjak tako pravi, da misliš? ja, ne fizično. Kako mu, ne, tudi tak ne, nobenemu pomenu. Ne vem, pač povem, kar mislim, zdaj pa če to gledalo, to pa ne vem. Je december tudi zate najbolj pester? Je to tisti čas v letu, ko ljudi najbolj zanima, kaj bo z nami, kaj se bo zgodilo? Se mogoče splača ustrajati pri temu, kar smo si zadali, bo šlo skozi? Pri meni je vsaki mesec pester. Če bi poznali mene malo bolj osebno kot on, pač ko sva kolega, pač si kaj povemo. Vsaki mesec imam ogromno klicev, delam 11 držav Evrope, tako da skos je pestro, skos so klici. Smo srečni, da smo vaju dobili danes zelo. Ja, tako da skos so vprašanja, ni nujno, da je december, pa ko je praznično vzdušje, skos delam na polno. Naj bo uspešno tudi naprej. Marcina, ko ste šla v ta projekt, Blaž, ena misel ob sami tej pesmi, ko je nastajala? Pa malo se bomo zabavali, kako rekli, popili, zaplesali. Dobra volja je najbolja. Ne, nisva. Zdaj je že 560 000 ogledov v 2 mesecih. Mali bo Slovencev zmanjkalo. Pa le, zato jim mogli pa uvažati. Damjan Murko, vedeževalec Blaž, oder je vajin. Poslušamo Marcino. Z nami Damjan Murko in vedeževalec Blaž. Ženi Marcino, mojo dolino, naš giga do konca, naj tuli poka celo noč. Ženi Marcino, ciljno ravnino, da slišim na glas, ko ga pritiskaš, daješ gas. Vsak dan ga gledam, ga strastno poliram, povsod šivam z njim dol in gor. Nič se ne upiram in nič ne pritiskam za vor. Ampak moj je močnejši, večji, hitrejši, primi, da čutiš to moč. Če hočeš, lahko z njim uživaš dolgo v noč. Ženi Marcino, mojo dolino, naš giga do konca, naj tuli poka celo noč. Ženi Marcino, ciljno ravnino, da slišim na glas, ko ga pritiskaš, daješ gas. Vem, da ga gledaš, z očmi ga požiraš, kadar pred tabo stojim. Na parkingu se ti ponuja svojo luči. Ni važna dolžina, če tehnika štima, to danes ve vsak serviser. Če vozit mašine ne znaš, si le amater. Ženi Marcino, mojo dolino, naš giga do konca, naj tuli poka celo noč. Ženi Marcino, ciljno ravnino, da slišim na glas, ko ga
Nama je uspelo. Pa so se nabrali Grazie, oboževalci in oboževalke. Vedeževalec Blaž, Damjan Murko, a si jezen, če dam njega na prvo mesto, ko Ja, malo napovedujem? pa sem, jaz upam, da se to ne bo več zgodilo. Ne, se bom Ne, poboljšala. šalim Se bom se. poboljšala. Midva sta čisto enakopravna, isto v videospotu, isto v pesmi. Samo ti imaš glavno besedo. Pri denarju. S kakšnimi željami vstopata v leto 2022? Jaz sem zelo vesel, ker sem individuum in lahko delam brez 1000 ljudmi pod odrom in polnih dvoran. Včasih so se mi smejali, ker sem nastopil po Abrahamih, zdaj pa oni ne nastopajo, ker jih noben ne vabi. Jaz pa delam še sam Abrahame na domu. Z PCR-jem seveda. Delam, hvala Bogu, lahko preživim, dela se drugače, ampak treba se je znajti. Jaz se zelo prepuščam usodi na ključju, ampak tako kot Blaž pravi, da so zvezde na moji strani. Blaž, ti, tvoje Jaz si želje. želim čim več zdravja, pa tudi poslušalcem tega radia. Ne bom povedal imena, Ne, da ma ne saj smo navajeni, veš, nič narobe. Robin ali Robin. Robin, ja. Ok, Robin. Veliko Od potovanja. razdrtega naprej je Robin, ima v bistvu Robin. Rad bi, naprimer, da se meje osvobajajo, da več ne bo tega pritiska, da bomo lahko več potovali. Ful rad potujem, to si želim. Pa veliko avantur, takšnih in drugačnih. Damjan, ta je že tretja balka, ki si jo vrhu smrekce dol, sem te videla. Cela smreka bo dol padla počasi. Da ne neseš domov. Za konec, imamo Vse vprašanja. primorke bodo danes padle, pokaži. Imamo vprašanja, ki so jih postavljali poslušalci in poslušalke, pa niso vedeli za koga. Ja, niso vedeli za koga. Ne, niso vedeli za koga. Blaž, boš tudi ti, če želiš. Se lahko odločiš kasneje. Ali pa daš njemu, odgovoriš on zate. Kaj piše? Najljubša praznična pijača. A jaz povem za njega? Ne, zdaj kar zase. Zase. Pa meni je vseeno, če je praznična ali ni praznična. Jaz sem šampanček zelo rad, jeger kolo, lahko se na vse alkoholne pijače našteje. bomo Šampanček, ustavili tle. šampanček. Okay. Blaž, se igraš? Odvisno kaj. Odgovarjati na vprašanje. Se ti kdaj zgodilo, da si kdaj zaigral vesele in navdušene prejemu darila? Ja. Zakaj? Ja, zato, ker nisem hotel razočarati, da pač mi ni bilo všeč logično. In kako si to odigral? Pač koliko sem lahko najboljše, A, spet okej. nisem preveč, da se ne bi videlo, ampak sem Da ne bi mogel dobil biti spet glumec. drugo leto. Če si preveč navdušen letos, potem lahko dobiš drugo leto isto. Če si preveč odvisno. hvala. Damjan Murko, vedeževalec Blaž, hvala za obisk na Goriškem. Hvala. Srečno in uspešno. Z veseljem tudi vam. Imam še pa 2 koledarje, zraven, če bi kdo želel kupiti. To sem Letle še ljudi, hotel letle povedati. ljudi. Cela vrsta je tukaj, Lepe cela ljudi. Goriška se je zbrala za te koledarje. Ja, Hvala, lepo. srečno. Srečno, hvala lepa. Radio Robin v živo iz pravlične vasi v Novi Gorici. Radio Robin, uradni božični radio za Goriško.